Spoštovani, spoštovane, lep dober dan oziroma lepo pozno popoldne. Pozdravljam še posebej naše goste iz Maribora, predsednika Društva Trafika Roka Kajzerja in soavtorja razstave Vida Kmetiča, pa dve članici tudi Društva Trafika. Dobrodošli v Brežicah. V glavnem, zbrali smo se tukaj v Viteški dvorani na tem delu, ker letos praznujemo tudi 75 let našega muzeja. Osrednja slovesnost bo sicer junija, ampak nekako tukaj so v tistem času, pred 75 leti, bila vrata zelo zaprta. Ampak dobro, se pravi, smo na tem mestu, ker se je pred 70 leti tudi zaključil muzej. Smo v dvorani, ki mogoče na videz nima prav nobene veze s temo ali pa z vojnami, pa seveda jo ima, ker imamo recimo tukaj na teh stenah okrog kar nekaj podpisov iz tega časa. Naša konzervatorka je to tudi te dni fotografirala, tako da imamo podpisali leta 41, 43, 44, sicer ne vemo, kdo so ti te ljudje, ne vemo natančno, kaj so počeli v tej dvorani, ampak nekaj se dogajalo tudi med drugo svetovno vojno. In seveda, čez 2 dni bomo obeležili tudi 83 let pričetka vojne, bil je velikonočni ponedeljek, 6. april, Brežičani in tudi Posavci se spominjajo, da so že letala priletela, ker seveda smo imeli že takrat to vojaško letališče čisto v bližini. Tako da smo bili ves čas nekako že od začetka tudi v tem dogajanju in je nekako pravno, da smo začeli v tej dvorani, tudi zato, ker bo potem najlažje vstopiti v samo razstavo. Ampak začeli bomo pa s pesmijo. Zelo sem vesela, da je z nami Nikol Gorevc, profesor na glasbeni šoli Brežice, človek izjemnih glasbenih talentov. Za danes sem ga pa prosila, da izbere nekaj njemu ljubih pesmi, ki nas naj vpeljejo v ta čas in seveda tisto, kar ni bilo vedno samo hudo, ampak imamo iz tega obdobja tudi izjemno lepe pesmi. Jaz urejam sobotno prilogo večera in hkrati urejam tudi del te priloge je rubrika pred 50 leti. In ko sem pregledoval porumenele časnike, sem nenadoma naletel na presenetljivo velik članek o tem, da se je poslovil prijatelj Slovenije, Novozelandec John Denver. Meni je to pritegnilo pozornost, sem malo mlajša generacija. In sem vprašal kolega Vida, če je že kdaj slišal za Johna Denverja, je rekel, da ne. In ko sem začela to njegovo zgodbo raziskovati, se je pred nama res razgrnila ena res neverjetna zgodba, sploh če vemo, da je bil John Denver poveljnik bataljona Šercerjeve brigade za nekega vojaka Commonwealtha. Je to res, bom rekel, v partizanski vojski prestižna funkcija. Je moral res biti izjemen človek, da
so njegovi sotovariši, soborci priznali ta izjemen pogum in izjemno hrabrost, da je prišel do tega mesta. Skratka, zgodba je res tako nora in je povezana tako z Mariborom kot praktično z celim delom Slovenije. Tudi tem delom John Denver je obiskal leta 67 tudi ta muzej, predvidevam, da je verjetno bil tudi v tej dvorani, tako da se je res potoval je po vseh delih Slovenije, kjer se je bojeval z svojimi kolegi. Povezana je pa z Mariborom v toliko, da je pač, to bo pa z vidom malo bolj podrobno zgore povedala, iz ujetništva v Mariboru se je uspel prebiti do Ljubljane, ampak seveda so še predzgodbe, kaj je vse ta človek počel, dejansko v naši državi res delal je čudeže, vsako stvar, za katero se je odločil, je bila svojevrsten čudež. No in skratka, iz mariborskega Stalaga taborišča je uspel priti do Ljubljane, kjer se je pridružil partizanom, bil večkrat ranjen, da so na koncu soborci v enem danem trenutku ugotovili, da je dejansko že toliko prestreljen, da ga je treba spraviti na varno. Na srečo je bil takrat del Italije že osvobojen in so ga lahko spravili v bistvu preko Bele krajine v Italijo, kjer se je potem že leta 1944 vrnil domov. Kar pa nam je v bistvu zelo olajšalo delo je pa to, da je v bistvu njegovo zgodbo že leta 1945 je povedal od pisateljev v Novem Zelandu in že leta 1945 je šla izjemna knjiga, kjer popisuje svojo bojno pot v Sloveniji in je na srečo tudi v slovenskem prevodu. Najbolj toliko mogoče za začetek, res bomo pa z vidom na voljo zgoraj, kjer bo sva na voljo za vsa vprašanja, bo pa tudi povedala par teh res izjemnih stvari, ki jih je ta človek v Sloveniji počel. Tako da hvala lepa. Najlepša hvala. Bomo pa tukaj še opravili to našo dolžnost in imamo priložnost, da se zahvalimo. Res sem vesela, da je ta razstava tudi pri nas. Ne samo zaradi tega dejstva, da je John Denver leta 1967 obiskal muzej, vodil ga je takratni ravnatelj Stanko Škaler, tako da seveda je bil to res pomemben obisk in vemo, da je bil navdušen, to si mi predstavljam. Tudi takrat je nekje prišel do teh vrat na tej strani, zgoraj pa je bila že postavljena tudi na druga razstava. Jaz bom pa samo res se zahvalila enim darilcem, se zahvalila tudi svojim sodelavcem. Boste videli, na tako posebno stvar je bil pravi naš konzervator, restaurator Rok Vrstovšek Tanšek. Nive Slemenšek je pomagala, naš Darko Račečič, se pravi, pač vedno je ekipa na eni strani in na drugi strani, da uspemo ustvariti na tako lepo sobivanje v razstavi, ki jo je pripravila sicer Vlasta Dejak, ampak zdaj zanjo pa skrbi naša kolegica zgodovinarka Mihaela Kovačič. Tako da vedno je to ena večja družba. Za te naše goste seveda pa imamo tudi darilce. No, tole z nami je pa Petra Karalič, ki je bila pa koordinatorka, tako da ona je pa opravila tiste številne male posle, ki jih je treba. Tako da, draga avtorje, so avtorje, lepo prosim, eno skromno darilce in zahvalno. Tako smo se odločili, da malo bolj predstavimo razstavo kar na samem razstavi, bo najlažje, najbolj tudi odlično. Potem pa vas vabim v poročno sobo na druženje, na pogostitev, še na pogovor, na preživetje enega krasnega večera, da se spomnimo res vseh tistih, ki so ogromno žrtvovali, da živimo v svobodi, to včasih kar malo pozabimo na različne načine, ampak muzeji smo tukaj zato, da opozorimo in bomo opozarjali. Ta razstava bo tukaj kar nekaj časa, tako da verjamem, da ravno v tem obdobju, ko odpiramo, tudi prihajajo otroške skupine, prihajajo drugi, to je eno tako obdobje, tudi ko se potem pač iz različnih koncev sveta k nam stekajo turisti, tako da verjamem, da bo ta zgodba še dotaknila številne obiskovalce. Nas pa zagotovo še ta zadnja pesem, preden se odpravimo, Niko Gorel si je zbral to lepo na okno, glej, obrazek bled. Prosim, Niko. Na okno, glej,
pot njegova, ne? Jasno je, da z 1. septembrom leta 1939, se pravi, ko je Velika Britanija, Združeno kraljestvo, stopilo v vojno, kar pomeni, da je tudi tale naš John Denville, Novozelandec, naenkrat postal vojak. In najprej se je uril na Novi Zelandiji, potem v Afriki, potem so ga pa poslali na fronto v Grčijo. In v Grčiji, tukaj imamo na zemlji videl njegovo pot. V Grčiji je bil zajet 26. aprila in potem po nekih dolgih poteh in sem pa tja po različnih zaporih oziroma ujetištvu je pristal v našem Mariboru, v Štalu 18D. To je eno Mariboru, če rečete Štalag 18D, najprej večina Mariborčanov pomisli na tragično usodo sovjetskih ujetnikov, ki so bili tam. Za njih ni veljala Ženevska konvencija, oni so bili dobesedno tja pripeljani, da umrejo. Ker je bilo grozljivo. To so bile najbolj groznih stvari, ki so se dogajale med drugo svetovno vojno v Mariboru, so delali ti sovjetski ujetniki. Druga zgodba, povezana z Štalagom, je Vranov let, na katerega ste najbolj slišali, se pravi največji pobeg zavezniških ujetnikov med drugo svetovno vojno 103. Jih je prišlo, oni so bili v originalu v Štalagu, stacionirani, potem so pa pobegnili z Auschwitza. No in tretji je pač ta naš John Denville, ki pa je bil najbrž njegova enota zajeta, je bila ena izmed prvih, če lahko rečem temu, gostov v tem Štalagu. In zdaj, tako kot se za vsakega vojaka Commonwealtha spodobi, njegova prva dolžnost je bila, da pobegne, ne? Jasno, ne? In tu se pa začne te bizarne zgodbe Johna Denvilla. Pobegnil je v septembra, najprej leta 1941 že, z dvema sojetnikoma, mislim, da je bil Avstralec, pa je Novozelandec, ampak ne. In njihova ideja je bila, da pridejo do Turčije. Septembra leta 1941 so oni hoteli priti do Turčije, ker je bila prva država, ki je bila okupirana, se pravi neutralna država. Prišli so do Zagreba, v Zagrebu so jih ujeli, ustaši so jih nekaj časa mučili in malo grdo z njimi ravnali, potem pa so jih vrnili nazaj v Štalag. Takrat so imeli kazenske zadolžitve, pa samice, ima ta John Denville. Decembra istega leta spet pobegne z drugima dvema sojetnikova. Pridejo do Ljubljane. Tu v Ljubljani ima spet srečo, da na železniški postaji oziroma pri bližini železnice naleti na ene železniške delavce, ki so bili člani odporniškega gibanja v Ljubljani. Ne samo to, en je celo znal angleško, ker je njegov sorodnik živel v Kanadi, se pravi spet sreča. In potem so jih spravili v varno hišo in tam v tisti varni hiši, po nekaj, mislim, da je tedna, nekaj takega je bil tam, je pač ugotovil, da najbolj on do Turčije ne bo prišel, ne, leta 1941. Je pa slišal za neke partizane, da se tam borijo, ne, če malo karikiran. In se je pridružil partizanom, ne, in potem se je boril do leta 1943 in da, kot smo na začetku rekli, postal tudi poveljnik drugega bataljona Šercajeve brigade na koncu. V tem času se pa odvijala ena druga zgodba, sporedno na Novi Zelandiji. Na Novi Zelandiji je veljal najprej za pogrešanega, tukaj vidim, to je Rok zbral iz teh novozelandskih časopisov. Vse čas so poročali, kdo je bil ujet in kdo je pogrešen. Tu vidimo Johna Denvilla, na koncu je bil v bistvu proglašen za mrtvega. Razen njegova žena je verjela, da je še vedno živ in je, koliko ni 2 leti je trajalo, da je se v bistvu prvič javil, potem oziroma dobro leto, da je se javil prvič preko enega tajnega radija v Beogradu. Čeprav to takrat je prišlo do napake, ker so poročali, da je živ John Denville, ne John Denville. Se pravi, že takrat niso bili čisto sigurni, da je ta John Denville res on ali ni. In če se zdaj premaknemo še malo sem, dalje pa bo Rok nadaljeval tukaj za tem vogalom. Tako je rekel, da stalo. Ja, kot sem že v uvodnem govoru povedal, je pač on zelo natančno opisuje to svojo vojno pot. Kar se z vidom opazila v tej knjigi je, da dejansko ni imel absolutno nobenih simpatij do... V glavnem so se bojevali z Italijani. On nima nobenih simpatij do Italijanov in je tudi v knjigi zelo neposredno povedal, tudi pisal o stvareh, ki jih mogoče ne radi slišimo, da se je tudi kakšnega vojnega ujetnika ubilo, karkoli, ampak skratka, on je bil res zelo odprt in je rekel, skratka, zdelo se mu je zelo, če se zdaj rečem normalno,
da je temu tako. Tu imamo tudi en citat. Tukaj je en citat, tukaj ti citati, ko so iz knjige ven, neke so njegove besede, neke so tega pisata, ki je po njegovem pripovedovanju, tukaj o tem ujetniku. Boste videli, ne bom vam bral, da sami pisal. Zdaj, kar njega zadeva, ena zanimiva stvar je še vlada, ko je uspel priti do tega tajnega jugoslovanskega radija, ki je tudi sporočil zaveznikom, da je živ, je pa tudi bil eden od prvih zavezniških vojakov, ki je sporočal, kaj se dejansko v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji dogaja. Dobro, on niti ni vedel, kaj se v Jugoslaviji dogaja in je pošiljal sporočila, ki jih je kasneje eden od njegovih vojakov povedal, da je v bistvu John Denver za informiranje in za ugled Nove Zelandije na področju tega dela okupirane Evrope naredil v bistvu največ izmed vseh novozelandskih vojakov. Zanimiva zgodba se pa tudi začne, ko njega, skratka človek je bil večkrat ranjen in so v enem danem trenutku njegovi soborci ugotovili, da dejansko je v takem stanju, da dejansko verjetno je zelo mala možnost, da če bo nadaljeval z bojevanjem, da bo preživel, so se odločili, takrat se je že seveda, kot sem že omenil, odprla možnost, da ga evakuirajo v Italijo. In po povratku na Novo Zelandijo se pa začne druga zgodba, ki mu jaz pravim zgodba odlikovanj. Zgodi se ena zelo zanimiva zadeva, da prva medalja, ki jo dobijo od Sovjetske zveze. Ne iz knjige, ne iz gradiva, ki ga imamo na voljo, ne moramo ugotoviti, odkot je ta informacija o Johnu Denverju prišla celo do Moskve, da on dobil medaljo za hrabrost. Angleška krona je seveda zelo hitro po tem podelitvi tega odlikovanja pohitela še z svojimi odlikovanji, medtem ko je večino jugoslovanskih odlikovanj pa John Denver dobil ob dveh obiskih v Sloveniji, kamor se je izjemno rad vračal. Prva je bila leta 1955, takrat se je celo srečal z Josipom Brozom Titom, to bom povedal, kaj se je zgodilo na tem srečanju. In kot sem vam že omenil, že leta 1945 izide njegova knjiga, to je ta prvi izvod. Na Novi Zelandiji je pred par leti izšla nova izdaja, tako v digitalni kot v tiskani obliki in pred nekaj leti tudi pri nas v slovenščini pri založbi Ciceron. Zdaj pa mogoče, če se vidi, to vrnemo. Mimo grede tukaj še ena iz Krvave peči, ki je bil, takrat je bil zadnjič ranjen, predno so ga prepeljali na osvobojeno zemljo, ker je Italija, taka plaketa je tam na enem zidu, najbolj zgorne. In dobil je še čin majorja Jugoslovanske ljudske armade. Zdaj, vse to, kar vidimo, te fotografije, ki so enormno odlikovanja, to jih hranijo na Novi Zelandiji v tem vojaškem muzeju. In tam ima v bistvu, lahko rečemo, en svoj kotiček. Na Novi Zelandiji velja za kar velikega junaka druge svetovne vojne in ko smo jih kontaktirali, da nam pošle, seveda, bilo bi sanjati, da bi oni originale sem poslali skupaj, vključno za tole puško, ampak so nam vse fotografije, vseh odlikovanj in tudi, mislim, da tudi tale je od njih, tale fotografija pa puške, vse so nam lepo poslali in so kar tak se jim je fajn zdelo, da nekaj mali bomo razstavo o Johnu Denverju, ki ga imajo oni v muzeju. Tako kot je rekel Rok, prvič leta 1955, takrat v glavnem pišejo novozelandski časopisi, da je prišel v Slovenijo. Edino to je zdelo je tale, edino zdelo je pisalo, vse kaj je Rok našel, pa verjamem, da se je kar potrudil. Pa zopet mali bolj večer, tudi napisal nekaj malega, je nekaj malega napisal. Potem, ko pa vidimo tam v naslednjem, je pa že leto 67. Tukaj vmes so ti citati iz knjige, tako sem že prej rekel, to je tista o ujetnikih, da jih niso imali. In pa smo jih izbrali v teh knjigah, ki se jih realno slika, glede na to, da je ta knjiga nastala leta 1945, kaj pomeni, da še je bilo v njegovi glavi vse živo in tudi spodaj so take fusnote, če lahko rečem, se temu so fusnote, pa knjigice. Skratka, to se nam zdi, da ni brezpavšalno, tako se vidi, da je to po pripovedovanju enega vojaka, nič kaj olepšanja. Zdaj pa tukaj pa je že njegov drugi obisk, 67. žal tudi zadnjič. Tu pa vidimo, da Prišel je pa na bistvu povabilo, pa prišlo 25. obletnici ustanovitve Šercerjeve brigade. Tu pa je bilo zanimivo, tu pa je bilo v bistvu poročanje obrnjeno. Leta 67 so pa slovenski mediji ugotovili, kdo je prišel na obisk. To je recimo naslovnica Večera ob obletnici, kjer tudi že v podnaslovu pišejo, da je novozelandec John Derwin Frank, njegovo partizansko ime bilo Frank, je
pri nas. In dejansko je bil kamorkoli po Sloveniji se premakne, se pravi Maribor, tukaj so delo je celo v 3 velikih nadaljevanjih popisal njegovo zgodbo. Tu je tale zanimiva novička iz Slovenskega lista, da je John Denver obiskal Posavski muzej, zadrževal se je v Novem mestu, to je tudi z Dolenjskega lista prijatelj John Denver pri nas. Potem pa se je zgodila še ena zelo zanimiva in leta 1992 se je na uredništvu Večera v Mariboru pojavil en fant, Novozelandec, ki je trdil, da je vnuk Johna Denverja, in kolegica Zlatka Rašid se z njim pogovarjala in dejansko je vnuk prišel v Slovenijo, da bi pogledal, kje vse se je njegov ded boril. John Denver je na tem svojem zadnjem obisku v Sloveniji obljubil svojim kolegom, soborcem, da se bo vrnil, ampak žal ga je bolezen leta 1973 premagala. To je ta članek, ki sem vam rekel, ki je bil izhodišče za najno zgodbo. To je ta članek, ki sem ga našel iz leta 1973, se pravi lansko leto 50 let nazaj. In tudi osrednji novozelandski časnik The Press je objavil notico, da je umrl vojni junak.